V duhu tradicije avtomobilnosti se za letošnje prvomajske praznike ponovno podajamo na nekakšen e-mobilnostni eksperiment. Večina prebivalcev naše države se namreč v tem času poda nekam proti jadranski obali in na ta način užije svoj prvi pravi stik z morjem v letu. No, mi pa bomo tokrat stvari obrnili, odšli bomo proti severu in vozili se bomo na dolge proge. No in ravno ta vožnja na dolge proge je pogosto tema vročih debat, ko je govora o električnih avtomobilih. Verjetno se vsi strinjamo, da danes za neko povprečno vsakodnevno rabo, sploh v Sloveniji, težav s to obliko pogona ne bi smelo več biti. No, ampak kaj, ko želimo z električnim avtomobilom v nekaj dneh prevoziti morda celo nekaj tisoč kilometrov? Kaj se zgodi takrat? Pa ugotovimo. Na pot smo se podali v družbi električnega dolgoprogaša. No, da je dolgoprogaš, so nam obljubili njegovi snovalci. A kakorkoli, novi 3008 oziroma E3008 je stopil v velike čevlje predhodnika. To je namreč Peugeotjeva oznaka, ki predstavlja družinski avto. In seveda, družinski avto mora biti primeren tudi za dolge proge, torej za daljše avtocestne izlete in road tripe. Prvi postanek na poti je sledil v Mozartovem mestu. In pot iz Slovenije do Salzburga seveda v veliki večini poteka po avtocesti. No in na tej poti sem ugotovil, da je novi Peugeot E3008 izjemno udoben avto za tovrstne poti. Njegova potniška kabina je namreč izjemno dobro zvočno zatesnjena, pa tudi podvozje nadpovprečno dobro blaži te avtocestne neravnine. No, ampak na takšni poti me je za preprosto in pa praktično uporabo nekako še bolj zanimala povprečna poraba električne energije. No in avtocestna poraba je na tej poti znašala le 16,6 kWh na 100 prevoženih kilometrov. In to je na prvi pogled resnično zelo dober podatek. Ampak ta podatek je treba vzeti nekoliko z rezervo. Hitrost vožnje na avtocesti v Avstriji je namreč na res številnih odsekih močno omejena zaradi del na cesti, recimo na 60 ali na 80 km/h in seveda takšne hitrosti električnemu avtomobilu bistveno bolj ustrezajo kot pa vožnja pri 130 km/h. No, ampak brez popuščanja 130 km/h pa sem opravil del avtocestne vožnje v Sloveniji, torej z Dolenjske proti gorenjski strani države. No in pri tej vožnji pa sem dosegel nekako povprečno porabo okoli 20 kWh na 100 prevoženih kilometrov. In tudi to je na koncu nadpovprečno dober podatek. Prvo polnjenje na poti sem opravil na zasebni polnilnici pri hotelu. Aktivacija polnilnice je potekala preprosto s kartico. To mi je izročil hotelski receptor, ki mi je povedal, da so takšna polnjenja pri njih izjemno pogosta in tako nastanitveni obrati danes brez električne polnilnice že kar težko shajajo. Tudi sam sem pri izbiri nastanitve na spletnem iskalniku nastavil kriterij, da mora imeti hotel električno polnilnico. Takšno polnjenje je namreč zelo priročno, saj nas na poti časovno ne obremenjuje, obenem pa je lahko tudi dokaj cenovno ugodno. Tokrat sem sicer polnil za 58 centov na kilovatno uro, a nekoliko dražje polnjenje kot na javnih polnilnicah v Sloveniji moramo ob gostovanju v tujini pač vzeti v zakup. Drugi del poti pa je potekal na slikovitih, lepih oziroma panoramskih cestah med Salzburgom in Münchnom. Ne, seveda to ni bila avtocesta, ampak pot je izključno potekala na regionalnih cestah. No in pri vožnji na takih cestah se je E3008 ponovno izkazal za avto, ki je ukrojen po načelih umirjene oziroma uglajene vožnje in ne toliko po načelih dinamične vožnje. Dober primer je, na primer, takrat, ko pritisnemo na stopalko za plin, takrat ni tistega značilnega električnega močnega sunka oziroma naglega pospeška, pač pa E3008 svojo moč nabira zelo postopoma. No, kaj pa poraba električne energije pri takšni vožnji?
To je način vožnje, ki je električnemu avtomobilu povsem pisan na kožo. Znašala je natanko 14 kWh na 100 prevoženih kilometrov in to je seveda zelo dober podatek. Če vaše dnevne poti torej večinoma potekajo na regionalnih cestah pri umirjeni vožnji, boste lahko s tem avtomobilom z enim polnjenjem prevozili celo več kot 500 km in tako nekako kar pozabili, kdaj ste nazadnje polnili baterijo. In še bolj v prid temu podatku pa govori dejstvo, da imamo tukaj, tokrat na testu, avto z manjšo izmed razpoložljivih baterij. Večja namreč še prihaja, ta pa ima kapaciteto le 73 kWh. Testiramo torej vstopno različico električnega Peugeota 3008 z enim elektromotorjem, ki ima 157 kW moči in poganja le prednji kolesni par. Zmogljivejša različica pa bo lahko imela tudi 4-kolesni pogon in zares zajetno baterijo z uporabno kapaciteto kar 98 kWh. Ampak ob izbiri velikosti baterije vselej upoštevajte svoje redne vozniške potrebe. Če nam manjša baterija zadostuje, je velika in težja baterija včasih prej nesmiselna izbira in le poveča porabo energije. Glede na tipične slovenske razdalje se moramo torej vprašati o pravi velikosti nahrbtnika, ki ga vsakodnevno nosimo s seboj. Ta zmogljivejša različica bo morda bolj primerna za nemški avtoban, kjer se vozniki na levem pasu vozijo tudi s hitrostmi okoli 200 km/h. In ta avtoban je kot neprijetna ovira za električni avto predstavljal naslednji izziv na poti. Po jutranjem odklopu s polnjenja, ki se je čez noč ponovno odvilo na dvorišču hotela, je napočil čas, da se poženemo proti severu. Na nemškem avtobanu sem uspel Peugeota E3008 pognati tudi do njegove največje možne hitrosti, ki znaša 170 km/h. No, je pa res, da bo seveda pri tej hitrosti poraba električne energije precej višja od tistih nekako optimalnih oziroma sprejemljivih avtocestnih 20 kWh na 100 prevoženih kilometrov, ki jih seveda dosegamo pri hitrosti okoli 130 km/h. E3008 ima torej na avtocesti za približno tretjino višjo porabo kot pri vožnji na regionalki. In pomembno je, da gre tukaj za vožnjo s hitrostjo 130 km/h. Torej s hitrostjo, s kakršno naj bi se po avtocesti vozili in ne le varčevali. In tako ta električni avto tokrat na avtocesti ni bil le počasna ovira, pač pa sem lahko, zahvaljujoč učinkovitemu pogonu, vozil hitreje od velike večine voznikov. No, cilj te vožnje na avtobanu pa je bila najsevernejša točka našega prvomajskega roadtripa, zgodovinsko pomembno nemško mesto Nürnberg. In na ulicah tega mesta sem prišel do še ene zelo zanimive ugotovitve. Glede na to, da je bil to edini primerek tega avtomobila, ki sem ga v tem času uspel opaziti na nemških cestah, je bil ta avto na ulicah Nürnberga deležen kar precej pozornosti mimoidočih. In ta ugotovitev me v resnici prav nič ne čudi, ker je E3008 oblikovan zelo agresivno, zelo pompozno, celo precej bolj od svojega predhodnika. Oblikovanje je torej sodobno, s čistimi in ostrimi linijami. Maska je izstopajoča, ima resen izraz in zanimivo je, da je tudi precej odprta za merila električnih avtomobilov. Ampak kaj je tisto, ki ustvarja drzen, skoraj futurističen videz? 3008 ni več niti enoprostorec, niti SUV, temveč je po novem fastback. Gre torej za pravega predstavnika nove generacije križancev, ki poskušajo tako želenemu odmiku od tal dodati tudi dinamično strešno linijo in seveda aerodinamično učinkovitost. In še ena opomba, to ni CUV, kar pomeni, da se njegova strešna linija začne spuščati šele za zadnjimi sedeži. Tako tudi potniki zadaj ne bodo prostorsko prikrajšani. Udobje in prostornost bosta še posebej dobrodošla takrat, ko se nam na poti ne mudi. In toplo priporočam, da naj se vam na poti s severa proti jugu Bavarske absolutno ne mudi. Če boste zavili na tako imenovano romantično cesto, vas bodo tam čakala nešteta slikovita mesta, mesteca, vasi in gradovi.
Čisto na koncu poti pa stoji svetovno znan in turistično izjemno oblegan grad Neuschwanstein. A do tam vas bo čakalo že nekaj 100 km vožnje. Ko moramo v enem kosu prevoziti večje število kilometrov, pa seveda v poštev pride hitro polnjenje. No, ampak seveda, vemo, da je hitro polnjenje tisto drago polnjenje. Takrat največ plačamo za električno energijo, ki jo bomo potem v resnici tudi kar hitro porabili. No in kaj je pri tem pomembno, kaj je ključna ugotovitev? Ni popolnoma vseeno, katero hitro polnilnico izberete. Različni ponudniki hitrega polnjenja namreč precej različno določajo cene kilovatne ure, nekateri pa tudi seveda zaračunajo minute. No in tako je zelo dobrodošlo, da si pred odhodom na pot namestimo eno ali pa morda celo več različnih aplikacij, no in te mobilne aplikacije nam pomagajo, da lahko že nadaljavo pričakujemo oziroma ločimo, katera polnilnica bo zaračunala katero ceno. Tako sem s pomočjo aplikacije naprimer polnil za 75 centov na kilovatno uro namesto za 1 evro, kolikor v teh koncih zahteva večina hitrih polnilnic. In tako lahko ob polni bateriji recimo prihranimo približno 20 evrov. Na tej dolgi poti pa sem se uspel pošteno spoprijateljiti tudi z notranjostjo tega avtomobila. Zelo všeč mi je namreč njena zasnova, zelo lepo je oblikovana, polno je tukaj ličnih detajlov. In pa všeč so mi tudi te zelo obsežne površine, ki so prekrite s tekstilom in ustvarjajo zelo prijeten in mehak občutek. No, še bolj kot to, pa mi je všeč nadgrajena intuitivnost Peugeotjeve notranjosti. Predvsem tukaj mislim na menije, ki si jih lahko povsem prilagodimo po svoje s posebnimi gradniki. No in ta funkcionalnost je nadgrajena še s posebnim manjšim zaslonom tukaj pod glavnim osrednjim in na tega si lahko poljubno razporedimo številne bližnjice in tukaj imamo res bogat nabor tega, kar lahko postavimo na ta manjši zaslon. No, je pa tu en element, s katerim se nisem uspel povsem spoprijateljiti. Volan je na novo oblikovan in ta oblika volana mi je zelo všeč. No, imamo pa tukaj na volanu posebne tipke, razporejene na le eno skupno površino. No in v praksi se pogosto zgodi, da to tipko narobe pritisnemo oziroma pritisnemo napačno tipko. Druga možnost pa je, da je ta tipka kar nekako preslabo odzivna in pogosto moramo tako dvakrat pritisniti eno tipko in to je seveda med vožnjo precej nadležno. Kokpit zablesti tudi z izvrstnim občutkom prostornosti, ki jo spredaj ustvari njegova posebna oblika. No, kdaj pa ta nov Peugeotjev kokpit še posebej zablesti? Takrat, ko za alpskimi vrhovi zaide sonce. Takrat lahko uživamo v prijetnem ambientu, še bolj do izraza pa pride nov velik zaslon, ki s pomočjo osvetljenega ozadja dobi učinek lebdenja nad armaturno ploščo. No, če je ta funkcija povsem estetska, pa ponoči pride do izraza tudi izjemno koristna novost. 3008 je po novem opremljen tudi z matričnimi žarometi. Zadnji daljši kos poti na našem prvomajskem road tripu je potekal mimo tirolske prestolnice Innsbrucka, pa prek čudovite brennerske avtoceste na italijansko stran do južne Tirolske in nato mimo Lienza nazaj v Avstrijo. Zadnje hitro polnjenje sem opravil s skoraj 150 kW moči v avstrijskem Beljaku in to je seveda zadoščalo za preprosto in hitro pot do doma. Prav rad bi vam poročal o kakšni nezgodi ali zapletu na poti, a v resnici je bil naš prvomajski eksperiment kar dolgočasno preprost. No, ampak ta zaključek seveda ni samoumeven. Gostovanje na polnilnicah v Avstriji in Nemčiji je namreč povsem preprosto po zaslugi dobro delujoče polnilne infrastrukture, ki jo je povsem preprosto uporabljati. Večinoma jih aktiviramo s pomočjo QR kode, vnesemo podatke kartice in izvedemo plačilo po porabi. Vse skupaj zahteva le pametni telefon in nekaj digitalne pismenosti. Še bolj kot to pa me je na poti navdušila učinkovitost novega Peugeotjevega električnega pogona. Že res, da je bilo prvomajsko vreme zanj zelo ugodno, a pogon se je odlično odrezal prav ob vseh preizkušnjah, tako v mestu kot na regionalnih cestah in na avtocesti. E3008 je namreč osnovan na novi električni platformi in Peugeotjeve električne avtomobile pelje korak naprej na še bolj resno e-mobilnostno pot. Glede na tokrat preizkušeno, je ta pot vsekakor prava.